Ameriška vojska ima baze po celem svetu. Toda obstaja majhen košček zemlje, ki ga večina Američanov spregleda. Če bi pa ta košček zemlje izginil jutri, bi ZDA takoj izgubile svoj prednji položaj v Pacifiku. To ni Havaj, prav tako ni kakšna tajna baza. A vendar ta košček zemlje odloča, kako hitro se lahko Amerika odzove na vojno. Leži sam, obdan s tisoči milj oceana. Predaleč, da bi ga lahko enostavno branili, a preveč pomemben, da bi ga zapustili. Dosežejo ga lahko rakete, z njega lahko vzletijo bombniki. Vse na njem kaže na ranljivost in nujnost. Če se kriza začne v Aziji, prvi pravi korak ne pride iz Washingtona, pride od tukaj in skoraj nihče ne razmišlja o tem, dokler ni treba. Večina ljudi sliši ime Guam in pomisli na tropski otok, morda na nekaj stare vojne zgodovine. To popolnoma zgreši bistvo. Poglejte, kje dejansko leži in vse se spremeni. To je zadnji košček ameriške zemlje pred Azijo. To je točna točka, kjer ameriška moč preneha biti teoretična in postane neposredna. In nenadoma vprašanje ni več, kje je Guam, ampak zakaj je sploh tako pomemben. Največji problem v Pacifiku je razdalja. Premik letalonosilne skupine z zahodne obale traja tedne. Tudi z Havajev traja še vedno dneve pri polni hitrosti. To porabi gorivo, razkriva premike in daje sovražniku čas za pripravo. Guam popolnoma odpravi ta zamik. To je tisto, kar spremeni geografijo v vzvod in vzvod v nekaj, česar se Washington ne more odreči. Otok deluje kot stalna letalonosilka, ki se nikoli ne premakne, nikoli ne potrebuje goriva in je ni mogoče potopiti. In poleg razdalje obstaja še ena, še pomembnejša prednost – nadzor. ZDA upravljajo baze na Japonskem in ohranjajo prisotnost na Filipinih, vendar te baze delujejo po pravilih tujih vlad. Te vlade lahko uvedejo omejitve, povzročijo zamude ali celo preprečijo ZDA, da izvedejo napade. Guam teh težav nima. To je 100% ameriško ozemlje. In tukaj geografija preneha biti zgolj zanimiva in postane nevarna. To pomeni nesporno pooblastilo za sprožitev napada. Vojaški načrtovalci razdelijo Pacifik na otoške verige. Prva, ki poteka skozi Japonsko in Tajvan, je v dosegu sovražnikovih raket in je že izpostavljena. Guam je sidro druge otoške verige. Nahaja se dovolj daleč, da omogoča zgodnje opozarjanje, a hkrati dovolj blizu, da lahko takoj udari nazaj. In prav zaradi tega ravnotežja je nenadomestljiv. Ta geografija zdaj oblikuje povsem novo vojno strategijo. Namesto da bi sile zbrali na enem mestu, jih ZDA razpršujejo. Manjši otoki se gradijo ali obnavljajo na sosednjih otokih Tinian in Saipan. Guam postane središče, vse ostalo so kraki. Letala so razpršena, orožje premeščeno, en cilj postane več ciljev, en raketni napad sistema ne ohromi več. Toda ta moč, ta strategija prinaša ogromne naložbe in posledice. Vlada je namenila milijarde dolarjev za preoblikovanje Guama v prvo bojno linijo. Letalska baza Anderson se prenavlja, da bi preživela neposreden napad. Elektromagnetna zaščita, infrastruktura, odporna na eksplozije, sistemi zasnovani tako, da delujejo tudi po raketnem napadu. Objekt je prekrit z elektromagnetno zaščito, da lahko deluje tudi po raketnih napadih ali napadih z elektromagnetnim impulzom. Hkrati vojska odpira bazo mornariške pehote, Camp Blast. To je prva nova baza mornariške pehote v zadnjih desetletjih. Tisoče pripadnikov mornariške pehote se premika sem kot prva obrambna linija. Gradnja tukaj pa je težka in draga. Tla so iz poroznega apnenca. Vzletno-pristajalne steze, pristanišča in bunkerji stanejo veliko več kot na celini. Toda za ZDA je to cena, ki jo je vredno plačati. Lokacija je vredna tega. Na tej točki to ne izgleda več kot mreža baz, ampak kot stalno prednje poveljstvo za Pacifik. V Opera Harborju mornarica nadgrajuje infrastrukturo za podporo jedrskim podmornicam in logistiki v velikem obsegu. Ekipe gradijo armirane betonske pomole in specializirane vzdrževalne doke za jedrske podmornice razreda Virginia. Ladje je zdaj mogoče popraviti in ponovno napotiti, ne da bi se morale vrniti na Havaje ali v Kalifornijo. To bistveno skrajša odzivni čas. Podmornice ostanejo dlje v spornih vodah, flota ostane dlje aktivna. Toda vojska ni edini razlog, zakaj je ta otok postal nenadomestljiv.
Oceansko dno okoli njega nosi nekaj prav tako strateškega kot katerakoli raketa. Oceansko dno okoli Guama bi lahko nadzorovalo prihodnost svetovnega gospodarstva. Otok je glavno vozlišče za digitalni promet čez Tihi ocean, ki poteka skozi posebne optične kable, položene na dnu morja. Povezuje severnoameriške podatkovne centre s finančnimi središči v Singapurju, Tajvanu in Avstraliji. Če bi otok izpustili, bi to preveč upočasnilo hitro borzno trgovanje in vojaško komunikacijo. Če ti kabli pretrgajo, digitalno gospodarstvo jugovzhodne Azije ugasne. Bilijoni dolarjev v avtomatiziranih borznih poslih, sledilcih ladij in varnih sporočilih bi v trenutku izginili. Zato ameriška vojska vključuje ta sistem v širša omrežja, kjer združuje satelitske, dronske in podmorske podatke v eno poveljniško strukturo. Ti podatkovni centri niso zgolj stavbe, so vozlišča v zaščitenem omrežju z varovanjem na vojaški ravni in redundantnimi napajalnimi sistemi, ki so povezani v zvezno infrastrukturo. Zdaj ne gre le za vojaško pozicioniranje, gre za gospodarsko infrastrukturo, ki je neposredno povezana s tem, kako Pacifik dejansko deluje. To, da vlada porablja milijarde, je jasno sporočilo. ZDA se te lokacije nikoli ne bodo odpovedale. Ta vojaška poraba pa počne še nekaj drugega. Privablja drugačno pozornost, vendar ne vojaških strategov, temveč milijarderjev. In ko se ta raven zaščite vzpostavi, kapital začne to obravnavati kot infrastrukturo in ne kot ozemlje. Guam ponuja nekaj, česar ne moreš dobiti nikjer drugje. Varnost pod ameriško zastavo, močan dolar in davčne olajšave, ki presegajo tradicionalne davčne oaze, vse na enem mestu. Denar tehnično nikoli ne zapusti ameriških tal, vendar se v praksi lahko premika skozi strukture, zaradi katerih je za ameriško davčno upravo težko slediti ali obdavčiti v realnem času. To je pogosto povezano s tem zrcalnim davčnim sistemom. Ta kopira ameriški davčni sistem, vendar denar ostane lokalno. Guam lahko ponudi ogromne davčne olajšave, včasih celo do 100% za desetletja. To je vrsta dogovora, ki ga v celinskem delu ZDA nikoli ne bi dobili. Za lokalno vlado je dogovor precej preprost. Odreči se davčnim prihodkom, da bi privabili milijarde v denarnih vlogah in vrhunske razvojne projekte, ki jih zvezne subvencije ne bodo financirale. Za milijarderje in podjetja je to popolna pravna luknja. Denar tehnično ostane na ameriških tleh, ima polno zaščito ameriških sodišč, kar ga varuje pred tujimi vladami ali lokalno korupcijo. In hkrati denar leži v davčnem sistemu, ki je zgrajen za zaščito bogastva. In vse to je ustvarilo posebno vrsto finančne strategije, zavarovanje prek lastne zavarovalnice. Korporacije tukaj ustanovijo lastna zavarovalniška podjetja, premije odpišejo kot poslovne stroške na celini in plačajo skoraj nič davka. To je zakonito in ga uporabljajo velike uveljavljene družbe, vendar se v to vse bolj vključujejo tudi srednje velika podjetja in podjetniki. Vendar še vedno deluje po strogih pravilih in pod natančnim nadzorom regulatorjev, namesto da bi šlo za preprosto luknjo v zakonodaji. Ker se obravnava kot domača ameriška zavarovalniška struktura, lahko obide stroga mednarodna pravila ali nadzor, ki spremlja tradicionalne davčne oaze. Dobijo popolnoma enake ugodnosti, brez slabe publicitete. Investitorji vložijo svoj dobiček s trga vrednostnih papirjev v lokalne projekte, kot so luksuzna stanovanja ali tovarne, in tako odložijo ali popolnoma izbrišejo svoje zvezne davčne obveznosti. Ko združiš to zvezno ugodnost z lokalnimi davčnimi olajšavami, se dejanska davčna stopnja za ogromen gradbeni projekt spusti skoraj na ničlo. Ti investitorji ciljajo samo na nepremičnine, ki jih varuje vojska. V soseska, kot sta Tamaning ali Dodado, so se cene popolnoma odtrgale od lokalnih dohodkov. Za večino prebivalcev plače niso sledile, vendar trg nepremičnin še naprej raste. Ob visoki inflaciji in šibkih valutah po svetu je lastništvo zemljišča, ki jo varuje ameriška vojska, veliko varnejše kot imeti državne obveznice. Skupina SM z Filipinov je agresivno kupovala zemljišča in poslovne prostore, ki so bili prej predragi za lokalni trg. Ne nameravajo voditi običajnih hotelov. To zemljišče uporabljajo le kot varen kraj za shranjevanje svojega denarja. Resnično, to je povsem smiselno.
Investitorji vidijo popolnoma enake vojaške grožnje kot generali. Stavijo na to, da je ameriško ozemlje, ki doživlja veliko obrambno nadgradnjo, absolutno najvarnejši kraj na svetu za skrivanje premoženja med globalno krizo. Iste rakete, usmerjene na ta otok, so razlog, da milijarderji tja selijo svoj denar. Medtem ko bogati vlagatelji si polnijo bančne račune, običajni ljudje občutijo pritisk tega z vojsko gnanega gospodarstva. Vojska gradi tisoče domov znotraj svojih baz, vendar število prihajajočih vojakov še vedno presega zmogljivosti in se razliva v lokalna mesta. Pripadniki vojske, ki vstopajo na lokalni trg nepremičnin, prejmejo zvezni stanovanjski dodatek, ki pogosto začne pri približno 2500 na mesec. Ta državni denar ustvarja umetno osnovo za cene najemnin. Vojaškim najemnikom daje moč, da ponudijo več kot lokalne družine za popolnoma iste hiše. Srednja cena za enodružinsko hišo je v začetku leta 2026 poskočila na več kot $452,000. Za lokalni srednji razred, učitelje, medicinske sestre in državne uslužbence, ki skrbijo, da mesto deluje, številke enostavno ne zadoščajo več. Sanje o lastništvu doma se žrtvujejo za podporo logistiki obrambnega trga, a ista vrednost, ki ga ščiti, ga hkrati tudi izpostavlja kot tarčo. V sodobni vojni sovražnik zapravi milijarde za uničenje cilja le, če s tem uniči sposobnost nasprotne strani za boj. In Kitajska usmerja svoje rakete neposredno na ta majhen pacifiški otok. Raketa DF-27 je bila zgrajena prav za zadetek te lokacije. Strokovnjaki za obrambo jo imenujejo ubijalec Guama. Lahko leti 2500 milj in nosi jedrske bojne glave. Je hitrejša, leti nižje in jo je težje slediti. Zasnovana je tako, da obide tradicionalno raketno obrambo. In to je paradoks. Bolj kot postaja ta otok nevaren, bolj dragocen je. Da bi to preprečile, Združene države gradijo raketni obrambni sistem v vrednosti $8 milijard, večplastni ščit, ki združuje več prestreznih sistemov po vsem otoku. Povezuje več raketnih baterij v eno računalniško omrežje. Glavni cilj je preprečiti napad, kjer bi naenkrat iz vseh smeri padlo več 10 sovražnikovih raket. Ameriški davkoplačevalci financirajo najbolj napreden raketni ščit, kar jih je bilo kdaj zgrajenih nad enim samim otokom. In ko skladi zasebnega kapitala vstopijo v podatkovne centre ali pomorsko infrastrukturo tukaj, delujejo pod obrambnim dežnikom, ki stane več kot gospodarstva v okolici. Vojska varuje otok. In prav ta varnost je tisto, zaradi česar je zasebni kapital težje izriniti. In prav tu postane jasno, kaj je na kocki. Otok, ki postane frontna črta velesile, nikoli ni brez posledic za ljudi, ki tam že živijo. In Guam ni izjema. Medtem ko se svetovne sile in milijarderji priseljujejo, ljudje, ki tukaj živijo najdlje, izgubljajo nadzor. Avtohtoni narod Chamorov predstavlja skoraj 35% lokalnega prebivalstva. Njihove zgodovinske pravice do zemlje so v neposrednem sporu z vojaškimi potrebami. Imajo omejeno politično moč, gospodarsko jih prehitevajo. Ljudje z najglobljimi koreninami so imeli najmanj nadzora nad tem, kar se je dogajalo. In to se dogaja na zemlji pod radarskimi kupolami. Vojaška širitev uničuje starodavna zgodovinska najdišča in naravne vire. Leta 2011 je mornarica podpisala sporazum z lokalnimi uradniki za ohranjanje dediščine. To je odstranilo birokratske ovire in pomenilo, da je bilo lažje počistiti zgodovinsko pomembna zemljišča. Za izgradnjo strelišča v Magoj so delavci izkopali in uničili na tisoče starodavnih in kulturno pomembnih artefaktov. Buldožerji so izravnavali 4000 let stare gozdove, da bi naredili prostor za radarske kupole. Največji boj poteka na plaži Tarague. Lokalna skupina z imenom Plitaj Litekjan poskuša preprečiti vojski, da bi na prostem razstreljevala stare bombe. Prav tako se borijo proti novim streliščem, zgrajenim nad severnim vodonosnikom Guam Lens. Ta podzemna zaloga vode otoku zagotavlja 80% čiste pitne vode. Kemikalije lahko hitro proniknejo skozi kamenino in uničijo zalogo vode. Ker je otok izoliran, bi izguba vodonosnika bila katastrofalna. Krepitev vojaške prisotnosti je otok razdelila v hierarhijo, za katero nihče ni glasoval.
Na vrhu je vojaško-industrijski kompleks z neomejenimi sredstvi in zvezno zaščito. Pod njimi je lokalni srednji razred, ki prenaša inflacijo, ki jo povzročajo plače obrambnih izvajalcev. In na dnu tisoči migrantov z Maršalovih otokov, Mikronezije in Palaua, ki opravljajo težka, slabo plačana gradbena dela, ki poganjajo celoten stroj in živijo pod raketnim ščitom, ki ni bil zgrajen zanje. Dogodki leta 2026 določijo natančno vlogo otoka v vsaki prihodnji vojni. Načrt za zračno in raketno obrambo je pravno odobren in prve pogodbe hitro napredujejo. Čas, ko so lahko novi vlagatelji poceni vstopili, je mimo. Vojska načrtuje namestitev mornariškega pehotnega polka na otoku. Washington vidi ta otok kot prvo bojno črto, ne kot rezervno bazo. Če želijo Združene države Amerike še naprej projicirati vojaško moč v Azijo, morajo obdržati prav ta 30 milj dolg kos skale. Vlada namerava v naslednjih 10 letih porabiti milijarde za infrastrukturo. Noben prihodnji predsednik ne bo opustil takšne naložbe. Otok, ki ga večina Američanov ignorira, je tisti, za katerega se bori preostali svet. Washington je zabetoniral temelje in namestil radarje. Peking je programiral svoje hipersonične rakete in poslal svoje ladje v Filipinsko morje. In domačini tam se morajo soočati s posledicami ogromne vojaške šahovske igre, načrtovane na tisoče milj stran. Kdorkoli bo naslednjih 50 let držal ta otok, bo imel v rokah Pacifik. Zato je Guam kraj, kjer se bo odločala prihodnja razmerja moči. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč in če želite videti več takšnih videov, prosim, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku.